Ja, tako, pogledali smo si uvodno video spot, prav tako spot naše prve gostje z nami. Verjetno ste že prepoznali po video spotu, bila je pa tudi že enkrat v naši oddaji iz Svete Trojice. Prihaja Stela Tavželj, lepo pozdravljena. Zdravo. Tako kot smo že rekla, bila si že v naši oddaji, cirka 2 leti nazaj nekje, ne? Povej mi, kako recimo kaj se je s tabo dogajalo od takrat pa vse do danes, tako malo bolj na kratko recimo. Ja, posneli smo več pesmi, več videospotov, tudi več nastopov je bilo, tudi več ljudi te potem pozna, ne. Vedno več je bilo ljudi, ko so te poznali, no. Zdaj, če omenimo recimo nastope, kje vse si recimo nastopala, da je bilo recimo, da si zelo zapomnila, da je bilo tako? Ja, bila sem tudi na dosti festivalih, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Srbiji in v Makedoniji. In sicer v Srbiji sem dosegla 2. mesto in nagrado za najboljše besedilo, v Makedoniji pa 3. mesto. Pesmi, recimo tam si pela recimo v tujini, ne, slovenske svoje ali si dela prav? Ja, tako svoje avtorske pesmi, tole Nad oblaki, ko ste jo zdaj slišali. Ja. To pesem vsi Celjani tudi prepoznajo in po Celjski koči, tam se snemali. Kako je bilo? Verjetno zelo zanimivo, ne, vidimo veliko vožnj v tem adrenalinskem parku. Zabavno je bilo to vse skupaj snemati. Kako ste prišli na to zanimivo lokacijo? Moja mama in oče sta bila tam na počitnicah in se jima zdelo ful lepo in smo potem se za tja odločili, da bomo tam posneli videospot. Si bila prvič na Celjski koči, ko ste snemali? Ja, takrat sem bila prvič tam. Ti je bilo verjetno zanimivo tudi ta vožnja z tem, nekako se mu reče, z tem vlakcem. Te je bilo kaj strah? Niti ne, no. Sem se že na Pohorju s tem peljala. Ni bilo prvič, ne? Ja. Koliko voženj si pa recimo naredila, da ste spot posneli? Ja, okrog 20, malo čez 20 nekje. Ti je že rata polk je dolgočasno proti koncu? Malo je že potem, ja, ker si že navajen tega po isti poti. Zdaj v spotu nisi sama, veliko prijateljev verjetno tvojih zraven nastopa? Mojih sošolcev pa enih prijateljev iz drugod. Kako si jih prepričala, da nastopajo v spotu? Je bilo kaj težav ali so se v bistvu z veseljem odzvali vabilu? V bistvu je bilo tako, jaz sem rekla, jaz sem snimala videospot, malo drugačno je, bolj na modern stil in so vsi bili ok, dobro. In sem jaz neke svoje prijatelje pač povabila, nekatere bližje prijatelje pa sem tudi iz Maribora povabila. Tako da smo se potem skupaj zmenili, da bomo to posneli, pač njim je bilo ful fajn to. V nekaterih spotih si že vključila tudi prijatelje, ni bil to prvi spot? Ja. To je bilo pa še pri enem, pri prvem poljubu, ja. To je bilo snemano, ti spot smo tudi videli na YouTubu. Je to v bistvu tvoj razred, tvoja učilnica ali to? Ja. To je naša glasbena učilnica in pa tudi nekaj je bilo snemano na hodnikih naše šole v Sveti Trojici, tako da ja, vse smo v šoli snemali. Je bilo kaj zanimivih pogledov, ko ste snemali, kaj radovednežev? Ja, bilo nam je, v bistvu smo bili sami na šoli takrat, ker smo gospoda ravnatelja poprosili, če smo lahko na šoli in je dovolil, da lahko posnememo videospot. In ja, bilo je zelo zabavno, zanimivo je bilo snemati tako. Rada snemaš videospote? Ja, zelo, ja. Kaj ti je tako zanimivo v videospotu, recimo lokacija ali da se kaj tak zgodba? Ali vse nasplošno? Nasploh, kako se stavimo, kako bomo posneli videospot, kakšen način oziroma pač ki bomo snemali. Da sama tu kakšne ideje ali v bistvu vse stvar režiserja? V bistvu jaz podam neko idejo in na tej ideji potem naredimo celo zgodbo, kako bojo naredili to. Zdaj, kar nekaj časa je že od poletja, pa vseeno te moram vprašati, kako je tebi minilo poletje, kaj vse si počela? Si bila na kakšnih počitnicah? Ja, bila sem večinoma na Hrvaškem. Z družino smo šli, pa tudi s prijatelji smo šli v Strunjan, tako da ja. Verjetno prekratko, ne? Ja, bi še kar imela 2 meseca zraven. Zdaj, danes si pa prišla tudi sem, da predstavimo tvojo novo skladbo, Sveta Trojica Ljubljena. Na prvi pogled bi vsak rekel, to je neka taka bolj verska recimo skladba, ne? Ampak ni, ne? Ta skladba je v bistvu posvečena tvojemu mestu, tam, kjer ti v bistvu živiš. Vasi, ja. Vasi. Ja, Sveti Trojici, tako je, ja. Je bilo to prav s tem namenom narediti ali to zgolj naključje? V bistvu smo že nekaj časa razmišljali o tem, da bomo naredili neko pesem o kraju, da malo bolj prepoznavnost kraja in na tak način.
Zdaj, na to skladbo je bil tudi kar dost velik odziv. Ja. Zdaj, tudi veliko ogledov na YouTubu, ne vem, do danes jih je okoli 5000 recimo, ne? Ja. Kako si zadovoljna z odzivnostjo recimo, ne? Ja, se je kar vredno, no, ker rastejo ogledi, tako da to mi je všeč, ja. Zdaj, za skladbo si pa tudi navdušila ne samo v bistvu gledalce, poslušalce, ampak tudi višje osebnosti. Ja, tudi gospod župan je bil zelo vesel, no, da smo naredili tako pesem. In zdaj, če to na internetu piše, da je to zdaj po novem nekakšna himna te vaše vasi, bo to držalo? Ja, tako pravijo, ne. Kako se strinja s tem? Ja, jaz sem vesela, ne. Ja. Se kje skladbe vrti recimo na radiju, recimo v vaši okolici? Ja, na Radio Slovenske Gorice, pa na Radio Brezje, na teh radijih se to vse vrti, ja. Zdaj, ker je bila skladba tako uspešna, boš recimo še kaj podobnega naredila ali bi se bilo to zelo slučajno? V bistvu to je bil sam neka proba, naredili smo neko pesem, zdaj pa se bolj nagibamo k bolj modernem stilu. Tako da ja, naslednja pesem naj bo še Skrivnost, no, tako bom rekla. Lahko se kaj izdama? No, nekaj pri tem naj bo pripomogel tudi eden izmed bolj znanih pevcev, in sicer Žan Serčič. Aha, to je bil že gost večkrat v naši oddaji. Že imaš izbran naslov pesmi? To še razmišljamo, ampak ja, tema je že izbrana. No. Tema je že izbrana. Boste tudi videospot za to pesem posneli? Ja, tako je, ja. Videospot. Kakšni so pa kje plani tvoji vnaprej? Kaj recimo še letos, sicer je zdaj kratko rekla, smo ta komad, kaj dosti ni preostalo, ampak vseeno, ne? Ja, pač moji plani so nekako, kaj si ja želim, da bi lahko sama pri sebi doma posnela pesem v svojem studiu, da si bi jo sama napisala, sama aranžmirala, pač da bi celo pesem sama sestavila. To je moja želja. No. Kaj od tega si že sama recimo naredila? Ja, zdaj smo naredili glasbeno sobo, kupili smo tudi vso opremo za snemanje in zvočnike posebne za glasbeno sobo, tako da ja, sem že na dobri poti. No. Imaš verjetno tudi doma kakšni beležki, tudi kakšne skladbe že verjetno napisane? Za svoje pesmi? Za svoje pesmi. V bistvu tako, ko se mi da, kako bi rekla, ko imam pač motivacijo za to, neko idejo, takrat, ker grem ali pa poslušam neke pesmi od drugih izvajalcev, ki so mi všeč, ki mi je taki stil všeč od njihovih pesmi in pač poskušam narediti neko svojo melodijo na to. Koliko pesmi se je že nabralo v tvoji beležnici? Do zdaj, v bistvu sem napisala eno že sama, pa uglasbila, ampak to sem pač tako naredila čez poletje. Do zdaj sta samo še dve. To, ko si naredila, je že kje objavljeno ali je samo za tvoje všeca? Ne, to tako za sebe, ja. Za sebe, ja. Kje pa recimo, ko pišeš pesmi, dobro, napisala si dve, ampak vseeno, kje črpaš energijo oziroma besedilo, v bistvu, vzrok za besedilo? Pač odvisno je, večinoma so pesmi ljubezenske, ker tudi ljudje se lažje najdejo v ljubezenskih pesmih, se mi zdi, da so tudi najbolj poslušane. Drugače pa izhajam iz slovenskih in tujih izvajalcev, no. Tako da je. Nameravaš v pesmi tudi kaj, tako kot rečejo po domače, avtobiografskega vključiti? To pa ne vem, verjetno, no. Mogoče. Kje se vidiš čez nekaj let, recimo? Na kakšnih velikih odrih, na tujina, recimo, kakšen odmeven festival v Sloveniji? Kakšni so tvoji grobi cilji? Ja, moja želja je, da bi imela svoje turneje, ampak ne samo po Sloveniji, jaz se bolj vidim v tujini, tako bom rekla. Kje recimo v tujini? Meni je pač Amerika ali pa Španija, pač nekaj takega. Boš tudi v bistvu pesmi prilagodila tem jeziku? Mislim, znaš kaj? Angleško, špansko? Angleško, ja. Špansko bolj tak, ampak ja, angleško pa zelo mi je všeč ta jezik. Zakaj pa recimo Španija? Sploh mi je pokrajina tam lepa, pa plaža, vse tam je ful lepo. Se lahko taka latinska pesem obeta? Ja, nekaj takega, ja. Doma te verjetno pri tem tudi podpirajo, ne?
Dobro. Zdaj, kaj bi še kaj takega rekla? Mogoče recimo, ker imaš nekaj časa, imaš poleg glasbe tudi kakšne hobije? Verjetno ni samo glasba tista, ki... Drugače treniram tudi ples, hip-hop, pa tudi zelo rada rišem. Spremljaš kaj recimo oddajo Znan obraz? Ja, tudi ja. Kaj meniš, recimo, za nami je prva oddaja, zmagala je operna pevka, ti je operni slog všeč, recimo? No, če smo že k tem prišli, tudi jaz sem nekaj časa pela opero, mislim, sem poskušala trenirati opero in meni je ta slog tudi zelo všeč, ta klasika. Je pa težek, verjetno, opera, ne more kar vsak to zapeti, ogromno vaje, verjetno, ne? Ja, ogromno tehnike je pri tem petju, v tem stilu. Zdaj po prvi oddaji bi si upala v naši oddaji napovedati, kdo bo zmagovalec na koncu? Meni osebno je najljubši David, no. Zakaj? Ne vem, že nasploh, ko njegova pesem tista, ta ljubezen res je nora. Pa že nekdaj ga spremljam na Instagramu, tako da on je meni nekako najljubši, kako bi rekla, med vsemi temi. To je prvi favorit. Ja. Kaj pa recimo Eurosong, si kaj spremljala? Ja, sem. Ti je zmagovalna skladba všeč, je bila tvoj favorit? Niti ne, no. Koga bi pa ti dala na prvo mesto? Ja, itak smo morali podpirati Slovenijo, ne? Ja, pa dobro, razen Slovenija. Meni sta bila oni dva kar v redu, no. Ampak drugače tak najboljšega favorita letos niti nisem tak imela, no. Meni sta bila Zelengaš prevšečna. Si zadovoljna z uvrstitev ali misliš, da je mogoče bila slabša uvrstitev, kot je bila pa na koncu? V bistvu bi lahko bilo boljše, ne, tudi na to, kako sta se predstavila na odru, bi lahko bilo malo bolj energično, ampak drugače pa je. Da je to verjetno malo tudi... Ja, verjetno to vplivalo na to, tudi na gledalce, no, kako so se odzvali. Ampak glede na to, da sta tako predstavila svojo pesem, sta dosegla kar dobro mesto, ne. Ti je način tako odpeta skladba všeč, kot to nekaj posebnega? Ja, to je bolj stil Billie Eilish, če mogoče poznate. Ona ima bolj taki stil in tudi meni se zdi, da se ona dva bolj nagiba taki glasbi. Meni je všeč tudi taki stil glasbe. Se ti da vidiš na Evrovizijskem odru? Ja, mogoče, no, bom videla. Recimo, da je bila Eva Boto, mislim, da je bila 16 nekje, 16 je bila stara, ko je šla na Evrovizijo. Zdaj je kar trend, da v bistvu vsako leto se pojavijo dva, trije, ki so stari do 18 na Eurosongu, ki dejansko izbere država. Ja, to bi bilo super, če bi bila na Eurosongu, ampak da tja moraš priti, ne. Če bi recimo prišla tam tja, kakšno skladbo bi si izbrala za predstavitev? Hitro, počasno, ljubezensko? Jaz bi izbrala bolj tako energično, kako bi rekla, ja. Malo bolj taki, tako se že pravili, taki bolj latino vibe, ja. Veliko šova na odru. Ja, to je plesalci, pa lučke, pa žarometi, vse. To je bolj taki stil, no. Ja, morda pa kdaj, ne? Ja. Zdaj, ker nas čas malo že preganja, si bomo zdaj za konec pogledala še tvojo pesem. Zdaj pa za vse naše gledalce in pogledalke pa najbolje, da ti to kar sama napoveš, predstaviš in da se skupaj pogledamo. Jaz se ti pa najlepše zahvaljujem, da si prišla na studio in da smo malo poklepetala. Hvala vam. Tako, zdaj pa si lahko pogledate mojo pesem z naslovom Moja trojica ljubljena.